Prav gotovo so rezultati ne samo članske reprezentance, ampak tudi 20-tice in 18-tice pripomogli k temu, ta uspeh, da so nekako delegati vseh klubov nam dali še eno možnost, to se pravi še en mandat, ki bo zelo odločilen, se mi zdi, za nadaljni razvoj. Kajti naredili bomo vse, da potem za naslednji mandat leta 2032 dobimo v Slovenijo vsaj eno skupino svetovnega prvenstva. To se mi zdi ključnega, to smo že dozoreli na Mednarodni hokejski zvezi, na tudi poznajo in priznavajo v bistvu vse te naše vrednote, tako da smo se na tem zadnjem kongresu v Zürichu v tej smeri pogovarjali in dobili kar neko priznanje, da bi pa to zdaj lahko organizirali. Če bi vse to sešteli, kar smo klubom pomagali, lani je bila cifra 800 tisoč, torej zdaj je višja za 50 tisoč, dejansko ne bi imeli pozitiven društveni sklad, vprašanje pa bi bilo, koliko bi bilo klubov še tukaj v Sloveniji. Kar se pa tiče poslovanja, bistveno je, da nam dobavitelji zaupajo, kot je bilo rečeno, 1,5 milijona približno prihodkov. Zdaj, če gledamo, društveni sklad je manjga kot polovico negativnega, pomeni na pol leta nekako obračamo in plačujemo vse te obveznosti, kar je čisto sprejemljivo tudi v teh razmerah. Kot sem rekel, bistveno je, da nam zaupajo in da vsak dobavitelj in pa predvsem igralci in pa zaposleni oziroma tisti, ki delajo v zvezi, dobijo plačilo za svoje opravljene storitve. To, kar sem si na ogledu ogledal mlajše selekcije, dejansko tudi boji so bili res, da potem 14, ampak so tudi imeli možnost za napredovanje. Tako da imamo res dve zelo dobri selekciji, 20-tico, 18-tico, kar je seveda za nadaljni razvoj slovenskega hokeja zelo pomembno. Videli smo, da smo zdaj na zadnjem svetovnem prvenstvu kar nekaj mladih, da tako rečem, pustili izven reprezentance, ki igrajo zunaj že v prvih moštvih, tako da ja, moj definitivni cilj je, kar nisem povedal, da zopet ponovimo olimpijske igre. Mislim, da je to zelo, zelo uresničljiv cilj preko kvalifikacij in pa seveda si moramo lestvico visoko postaviti. Tudi ob malo sreči lahko pridemo tudi v četrtfinale. To so dokazali tudi Avstrijci in jaz mislim, da, kot sem rekel, z malo sreče to tudi lahko naredimo. Si pa treba vedno postavljati visoke cilje. Tudi če si na začetku prvega mojega mandata 2010 z tedanjim selektorjem Kopitarjem ne bi tega cilja zastavili, potem ne bi razmišljali o tem, da je sploh možno na olimpijske igre priti. Tako da, kar se tiče tekmovalnega dela, prav gotovo olimpijske igre, uvrstitev v teh 4 letih enkrat vsaj v četrtfinale, mlajših selekcij pa da ostanejo v tej skupini, to se pravi 1A. Mislim, da so tam zelo dobri tekmeci, dobre igre in da je to nek naš domet, ki je v tem trenutku dosegljiv. Kar se pa za dekleta tiče, tudi sem si ogledal vse tekme, tukaj je pač ena reprezentanca izstopala, drugače pa tudi zelo dobre igre in mislim, da je prav, da ekipa tekmuje v skupinah, kjer so vsaj zmage možne, in zato je prav, da v tem trenutku ta ženska reprezentanca nastopa v diviziji 2A. Sreči nam je uspel prenoviti tole dvorano v Tivoliju zaradi tistega svetovnega prvenstva, ki je potem izpadlo. Zdaj v Kranju, kot smo sprejeli varianto nove hokejske dvorane. Jaz sem zdaj tudi na kongresu govoril z zadolženimi ljudmi za infrastrukturo na svetovnem nivoju, tako da ravno včeraj sva se z enim slišala, ki nam bodo še tehnično pomagali pri izvedbi. Potem je pa seveda stvar proračuna, seveda novih volitev v mestni občini Kranj in jaz sem povedal, da v Kranju dolgujemo hokejistom dvorano. Ta dvorana, ki je na Zlatem polju, je nek nadomestek
dvorane, ki je bilo v Majdičevem logu, ker pač smo mi vsi tam še hokej igrali. Denar je tudi od kupnine prišel za ta namen, ampak žal se je v tistem obdobju nekako porabil za druge športe, predvsem za skakalne športe, in danes pač hokejski klub Triglav deluje v takih razmerah, ki deluje. Seveda slabi dvorani, lahko rečem, sta tudi v Celju in Mariboru. Kar sem govoril z županoma, tako v Mariboru kot v Celju razmišljajo o prenovi, predvsem Maribor je tisti, ki si želi v bistvu ne samo eno idejo, imajo v 2 dvoranah, prostora imajo dovolj. Seveda pa vsi čakamo tukaj sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN-ja za izgradnjo tukaj dodatnih pokritih ledene ploskve v Tivoli. Rečem slovenskega hokeja, zelo vesel sem, da se je Olimpija pobrala. Kot ste videli, 13 reprezentantov je igralo na svetovnem prvenstvu. In pa tudi vesel sem, da je Grega sprejel nekako kar veliko sestankov, sva opravila skupaj z Dejanom Kontrecem, z njim, in da se je lotil tega res zahtevnega projekta. Verjamem, glede na to, da prihaja iz gospodarstva, da se bo zadeve, saj kot sem tudi videl, lotil na res način, ki je primeren za tak velik klub. Najbolj sem pa vesel to, da je bila ena njegovih prvih potez to, da so se usedli dol z HDD mladi in da bodo skupaj dejansko orali ledino v jeseniškem hokeju. Na Jesenicah je ogromno kadra, predvsem mladih za igranje, in zato je prav, da to sodelujejo. Predvsem pa, da potem pridejo do članske ekipe. Jaz verjamem, ne bo to čez noč, še kar veliko težav bo, ampak mislim, da smo na dobri poti, da imamo človeka, ki bo znal v bistvu, kot je nekako omenil, jeseniški hokej spraviti na nivo Olimpije, in potem imamo mi zopet tiste stare dobre derbije. S tem bi se povečalo tudi zanimanje pri ostalih klubih. Zdaj, kar se ostalih klubi tiče, lahko govorim za Triglav. Triglav je stabilen klub, daje ogromno igralcev v članske reprezentance drugih klubov, tudi v tujini. Jaz sem vesel, da tam res delajo na dolgi rok, da vzgajajo ogromno mladih. Ravno zdaj sem govoril, imajo kar močno mlado ekipo. Eden verjetno ima kar povabilo in v Češko, Švedsko ligo in pa zdaj tudi v Kanado, kot sem slišal. Tako da tam se res dela. Vidim, da se oživlja tudi v Celju, da pač ta skok v Alpsko ligo jih je kar nekako koštal tega, da je za nekaj časa dejanski članski hokej zamrl. Zdaj delajo, počasi gradijo ekipo. V Mariboru pa računam, da tudi, če pride slučajno do nove dvorane, da bo Maribor zopet tisti, ki bo dal vrsto igralcev v državno reprezentanco. Tukaj je potem še Slavija, ki je pač drugi klub Ljubljane. Tukaj se dela dobro z mladimi. In pa Bled, vemo, da za Bled računamo, da bi, vsaj taki so načrti, kar je bilo tudi z turizmom Bled in pa z določenimi podjetji in pa hoteli na Bledu dogovorjeno, da drugo leto pristopijo v drugo sezono, pristopijo v tekmovanje Alpske lige.